Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni. Tokrat v predzadnji oddaji Kultura na dlani. Tudi v novembru je v partnerskih mestih potekalo nekaj programa s predznakom EPK. Ker pa se leto evropske kulture in najrazličnejših festivalov izteka, je tudi današnja oddaja nekoliko krajša. Evropska prestolnica kulture in mesto Maribor sta gostila šahovskega velemojstra in družbenega aktivista Garija Kasparova. V Mariboru, kjer je potekalo svetovno mladinsko šahovsko prvenstvo, pa bo zaživela tudi Kasparova šahovska akademija. Šah je šport, a je hkrati preveč zapleten in razburljiv, da bi bil samo šport, je ob obisku Evropske prestolnice kulture dejal šahovski velemojster Garij Kasparov. Kljub temu, da se šah po njegovem mnenju ni uspel prilagoditi sodobnim razmeram, še lahko najde svoje mesto ne le v športu, ampak tudi kulturi in izobraževanju. Tudi v ta namen je pred 10 leti v ZDA ustanovil svojo šahovsko akademijo, ki naj bi z januarjem prihodnje leto zaživela tudi v Mariboru. And I am a great believer that chess and education might play a very important role in improving kids' ability to cope with the challenges of the modern education. And we have plenty of examples, proofs from different quarters in the world that chess had tremendous positive impact, both on educational qualities and on social adaptation of kids from underprivileged areas. The city of Maribor and the Kasparov Chess Foundation Europe are very proud to have launched the academy in Maribor, the first in Europe. It's very important for our youngsters. With the Kasparov Chess Foundation Europe, we are looking ahead and we are preparing a teaching zone program using the internet for teachers, pupils from 7 to 9 to be educated in chess. Ob obisku Maribora je tako Kasparov podpisal pismo o nameri za ustanovitev šahovske akademije. Akademija bo delovala na daljavo, njen sedež pa bo na Vojašniški ulici 10 na Lentu. We can build a strong presence with great chess experience then can be shared with young players, and I will be personally doing twice a year sessions with the best with the best chosen kids from dozens and dozens who will go through the selection process. I was very excited when I heard that city of Maribor might be interested in working with Kasparov Chess Foundation Europe in creating such an academy. I think it's a great combination of the city that is currently the cultural capital of Europe, and then next year will be the capital for European youth, and an opportunity to build an ongoing institution that will be offering services for European countries. Ob dejstvu, da se danes z tem simbolnim dejanjem s podpisom pisma o nameri začenja zgodba o šahovski akademiji v Mariboru, in to je za vse tiste, ki nekoliko podrobneje poznamo šahovski svet, seveda izjemna čast. Kajti dobiti zaupanje Garija Kasparova, da se lahko tukaj v prihodnjih letih razvije zgodba zelo pomembna za šahovsko Evropo in tudi širše, je seveda nekaj izrazito posebnega. Kasparov, poznan tudi kot borec za človekove pravice in demokracijo, je eden od vodij ruske opozicije. V Mariboru je komentiral tudi aktualne družbene in politične razmere. The problems we are facing now, they may not be resolved in a current political and economic environment. So we have to be creative and also somehow brave to just V decembru bodo v Mariboru potekali dogodki v okviru projektov Evropa v muzeju, Muzej v Evropi, Soft Control, nastopil bo kvartet Pavel Haas, solisti Dresdenske kapele, zgodili se bodo brazilski filmski dnevi v Mariboru, odprla pa se bo tudi mariborska industrijska pešpot. Na vas obisk pa čaka v Mariboru še več kot 80 preostalih dogodkov.
tem mesecu v Slovenj Gradcu v okviru projekta Soft Control lahko obiščete razstavo Umetnost, znanost in tehnološko nezavedno znan navzgor. Še vedno pa je odprta tudi Tretjakova afriška zbirka. V Velenju lahko v decembru obiščete virtualno lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka ali pa premiero lutkovne predstave Nespeklenški češen zobat. Dolenjska in njeni ljudje. Tako je naslov prenovljeni stalni etnološki razstavi Novomeškega Dolenjskega muzeja, ki nazorno predstavlja območje osrednje Dolenjske, ki je bila v preteklosti izrazito agrarna pokrajina. 2/3 njenega prebivalstva sta se namreč s kmetijstvom in dejavnostmi povezanimi z njim preživljali še več kot do 60 let 20. stoletja. Razstava Dolenjska in njeni ljudje prikazuje življenje in delo dolenjskega kmečkega in obrtniškega prebivalstva, deloma pa posega tudi v mestni način življenja z obrtmi, ki so bile vezane na samo Novo mesto. Časovno je pa zajeto, ker nam žal tudi predmetov nimamo starejših, predvsem 19. stoletje, pa prva polovica 20. stoletja. Redki posamezni kosi so pa tudi segajo še v 18. stoletje. Kar nekaj let je v Dolenjskem muzeju tlela želja po prenovi stalne etnološke razstave, ki je pred 26 leti doživela prvo postavitev. Vmes je naša etnologinja Ivica Križ pripravila številne občasne razstave, ki so prikazovale posamezne obrti na Dolenjskem, in ob tem je muzej pridobil številne nove podatke, nove predmete, in prenova stalne razstave se je pravzaprav nakazovala kar sama po sebi. Glede na to, da smo bili vpeti v program Evropske prestolnice kulture že od samega začetka, pa sva z Ivico videla prvo pravo priložnost, da pridemo do nove stalne razstave prav za letošnje leto. Razstavljenih je več kot 1000 predmetov. Ti prikazujejo značilnosti različnih obrti, kot sta denimo medičarstvo in svečarstvo. In je ena redkih v celoti ohranjenih delavnic v Sloveniji in tudi pravzaprav skoraj v celoti predstavljena na tej razstavi. Pomembno za dolenjski prostor je bilo tudi lončarstvo. In lončarstvo smo potem dodali še v bistvu predmete in kalupe, del seveda od keramike Novo mesto, ki je začela že kot tovarniško produkcijo pečnic in okrasnih izdelkov tam že med obema svetovnima vojnama. In v bistvu še danes deluje kot tovarna oziroma manjša tovarna pečnic. Obiskovalci se lahko pobližje spoznajo tudi z usnjarstvom, ki je bilo zelo močno v 18. stoletju in je v 19. stoletju začelo zamirati, v drugi polovici 20. stoletja pa je popolnoma izginilo. In tudi usnjarstvo je v bistvu prehajalo že v obdobju med obema svetovnima vojnama, pa v Mokronogu, v sorazmerno veliko tovarno usnja s skoraj 300 zaposlenimi, ki se je pa seveda zgodba ta se je pač žalostno končala, ker je nemško bombardiranje leta 1943 to tovarno popolnoma uničilo in tudi precej moderno opremljen usnjarski obrat v Žužemberku, kajti tudi tam je bilo sorazmerno veliko usnjarjev, potem pa Lavrič z Gorenjskega je pa potem to bivšo papirnico v Žužemberku spremenil v moderno opremljen usnjarski obrat, pa tudi bombardiran med drugo svetovno vojno. Na novo je predstavljen tudi ribolov na Dolenjskem. In tudi teh predmetov, starih vrš, v katere so lovili rake, ribe, ni več veliko, pa jih bo zdaj moč tu videti, pa ravšalce, pa osti, na kateri so se kot ravšici nabadali rib, ampak je bilo to široko razširjeno. Zelo opazen del razstave je panj v obliki francoskega vojaka, ki je na nek način simbol zbiranja in varovanja dediščine. Tam pač varuje čebele in oziroma čebele nabirajo med, mi pa tu zbiramo predmete in to dediščino varujemo in predstavljamo javnosti. Dolenjske si skoraj ne moremo predstavljati brez vinogradniške tradicije, ki jo razkriva tipičen dolenjski vinogradniški hram iz sredine 19. stoletja. Pa potem s tiskalnico tudi iz približno sredine 19. stoletja, s tiskalnico na 2 ovna oziroma na 2 sveči. V Dolenjskem muzeju so morali v zelo kratkem času na novo postaviti razstavo. Nekaj restavratorskih del so opravili v muzeju, sploh kovinskih in lončenih stvari. Sicer je pa večino dela, kar se lesenih predmetov, pa tudi deloma kovinskih opravil Aleš Senica,
restaurator iz Slovenj Gradca, potem pa seveda tudi restauratorka, moramo omeniti restauratorka iz muzeja v Stični, pa potem še nekateri posamezniki, ki imajo zasebno restauratorsko delavnice, tako da je v bistvu kar nekaj restauratorjev in konzervatorjev, ker je bil čas sorazmerno kratek, zelo garalo tudi na delu za nego predmetov. Staro razstavo so zaprli 1. julija, zdaj prenovljena pa je opremljena z različnimi pripomočki. Kot so panoji, v celoti bo prevedena tudi v angleški jezik in pa poseben prostor smo namenili kot neke vrste mini predavalnico v tej stavbi, kjer se bodo vrteli različni filmi, predavanja o različnih delavnicah, o različnih obrteh, pravzaprav vseh dejavnostih, ki jih zaobjema etnološka dediščina. Sprehod skozi stalno etnološko razstavo ponuja bogat pogled v življenje Dolenjske in skrbi, da zgodovina tamkajšnjega človeka ne bi šla v pozabo. V tem mesecu bodo v Novem mestu potekali dogodki v okviru projektov Mesta Goga in veleblagovnica Sitola. V Murski Soboti so v Pomurskem muzeju Murska Sobota odkrili Zakrito. Pripravili so namreč projekt oziroma razstavo Odkrito Zakrito, ki sloni na zamisli o odkritih in zakritih prostorih, tako fizične, družbene kot duhovne narave. V sklopu Evropske prestolnice kultura Maribor 2012 je del programa za Mursko Soboto tudi razstava oziroma projekt Odkrito Zakrito. O čem govori le-ta? Torej, razstavo Odkrito Zakrito smo odprli zdaj v oktobru. Namen razstave je nekako govoriti o vratih in o tem, kaj pravzaprav vrata v nekem simbolnem smislu pomenijo. Torej, o zakritih in odkritih prostorih. Misel razstave je, da pravzaprav kamorkoli se človek obrne, se v bistvu zaleti v neka vrata. Ali so to resnična vrata, neka, ki so del arhitekture, ali so to neke prepovedi, zapovedi in tako dalje, kar nas omejuje v nekem vsakdanjem življenju, ali pa so to neka imaginarna, čarobna vrata, kot so, ne vem, vrata raja, ali čarobna vrata, ne vem, v omari strica Ringelhuta, kamor vstopite za nečakom, da greste v nek čarobni svet. In to je pač naša vsebina razstave. In o tem govorimo na tej razstavi, na njej smo v bistvu se povezali neka kulturno dediščino z umetniškimi deli sodobne umetnosti in pa dopolnili z filmi, ki so v bistvu avtorsko delo, 3 igranimi filmi in pa z nekimi citati iz literature, ki pravzaprav vsi skupaj potem nekako tvorijo neko celoto in nam govorijo v bistvu o odkritem in zakritem. V sklopu razstave oziroma projekta pa je šla tudi publikacija Odkrito Zakrito. Nam lahko poveste še kaj podrobnosti o tej publikaciji? No, torej, glede na to, da je razstava zelo kompleksna in da gre za neko temo, ki je pravzaprav sestavni del našega življenja na vse načine in da se pravzaprav vedno nahajamo nekje, enkrat želimo not, drugi želimo ven, ne, iz česarkoli pač. Zato se nam je nekako zdelo, da bi temu lahko celovite dopolnili ne za klasičnim katalogom, torej predmetov, ki so razstavljeni, ampak za nekaj prispevki, ki so jih prispevali različni avtori na različne teme. Torej, zelo obsežen prispevek je prispeval kolega Robert Inhof, ki je predstavil tudi vsa likovna dela, ki so na tej razstavi. Tudi sam je v bistvu naredil izbor teh likovnih del v skladu z zastavljeno vsebino, ki na nek način potem tvorijo celoto na tej razstavi. Potem so pa tu še drugi avtorji, naprimer zgodovinar Božo Repe se sprašuje o naših vedno konstantnem iskanju svobode in sreče. Potem znani dr. Vladimir Petrovec se sprašuje pravzaprav o tem, kako je z tem, da imamo z zaporniki in pravzaprav z mentalno prizadetimi ljudmi, to se pravi, vedno vse zapiramo za neka vrata, ne, ali je to prav ali ni.
Potem je tukaj Dušan Šarotar, ki je prispeval pravzaprav svoje eseistično razmišljanje o različnih njegovih lastnih prehodih, Tomaž Bojnec, ki je arhitekt in pravzaprav govori o arhitekturi in o vratih in prehodih v arhitekturi, Boris Vezjak, specialist pravzaprav za medije, pa nam pripoveduje o medijski svobodi in nesvobodi. To so v bistvu prispevki v tem zborniku, ki na nek način kvalitetno dopolnjuje razstavo. Kdo pa je sodeloval še pri sami razstavi? Ja, torej razstavo, avtorica razstave sem jaz, torej sodelovala sem z umetnostnim zgodovinarjem, torej Robertom Inhofom v tem strokovnem delu razstave in pa vse to, kar jo se spremlja, katalog in ta celostna podoba je pripravil Ignac Meden. Drugače pa je avtor teh filmov, ki so na razstavi in ki so tudi šli v posebni zgoščenki. K publikaciji je pa scenarist in režiser Aleš Nadaj. Pa katere stvari se vam zdi oziroma po vašem mnenju je bolje zakriti in katere odkriti? To pa res ne vem. Človek se vedno odloča, kako odkriti in zakriti. Nobeno stvar ni bolje zakriti in morda res ni bolje vsako stvar odkriti. In čeprav se človek, nažalost, po logiki svoje omejenosti spomina le malo kdaj nauči, da bi znal več odkrivati kot zakrivati, so se v Pomurskem muzeju Murska Sobota tokratno razstavo odločili odkriti vse do marca prihodnjega leta. V Murski Soboti so krožišča dobila nov pomen. Jože Denko, Ignac Meden in Mirko Rajnar iz Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije so namreč realizirali svoje zamisli in tako 2 krožišči ter eno lokacijo v mestnem jedru popestrili z umetniškimi intervencijami. Murska Sobota je ponosna na slikarsko-kiparske eksponate, ki so kot del programa partnerskega mesta Evropske prestolnice kulture Maribor 2012. Svojo slikarsko-kiparsko strukturo je Jože Denko postavil na skrajno južno krožišče v Murski Soboti, saj tam ni človeka, ki ne bi pomislil na reko Muro. Te šefe so nekako spomin na tiste biraške ladjice, ki so nastopale v 50., 60., 70. leti, kjer so delavci birali Muro, skratka so jo hoteli zajeziti nekako, da ne bi poplavljala. In tiste konstrukcije so se ohranile vse do 70. let, to je bila lesena konstrukcija ladic, ki je precejšnja velikost in te so mene že v osnovni šoli spodbudile k temu gledanju neke vrste kiparska struktura. Spodaj so kiparski kubusi, vendar mislim, da ta zgornji del, kot neke vrste klobuk vsega so pa potem te štrleče asociacije na ladice, ki pa v enem konkretnem prostoru kar dobro deluje. Celo, če je sonce in če prihajaš v Mursko Soboto z radenske strani, so odsevi tisti, ki nam dajo tudi določen efekt. Mislim, da je krožišče kar veliko, zahtevno je bilo, tudi z tehnične plati, ker stvari niso lahke, so do 2 tone težke in nastavitve so bile precej specifično težkega značaja. S prvim postavljenim umetniškim eksponatom Sožitje na krožišču v Nemčevcih je Mirko Rajnar želel opozoriti na pestro dogajanje v okviru Evropske prestolnice kulture v Murski Soboti. Namreč to krožišče se nahaja v bistvu najbolj severovzhodno v samem mestu Murska Sobota, ki je ravno tako najbolj severovzhodni del Slovenije. In dostikrat smo že slišali, da je letošnja EPK ravno prestolnica 6 mest severovzhodne Slovenije. Skulptura sama je narejena iz 2 nosilcev, ki držita kroglo privzdignjeno zrak, kar pomeni ena silnica prihaja iz severa, druga iz vzhoda, ki nekako držita ta svet v malem letos nekako od tal in je tudi prispodoba partnerskih mest severovzhodne Slovenije. Hkrati je pa ta ideja združena v formo, ki nekako spominja na neko muzej oziroma neko arheološko najdbo, kot neka povečana košček povečane verižice, fibule, nekega okraska,
In na ta način sem potem poskušal tudi z tem korten jeklom, to se pravi jeklo, ki dejansko zarjavi, ampak tista rjava plast je tudi zaščita tega kipa v bodoče, nekako spomniti na pomembnost vsake najdbe, predvsem takrat, ko odkrivamo našo preteklost. Ignac Meden kot tretji umetnik, ki je prispeval k projektu Krožišče, se je pri sami ideji in pri oblikovanju prostorske postavitve soočil z izzivom, ki je postaviti njegov eksponat Luč v travi. Izkazalo se je, da je prostor, recimo krožišča in vsi prostori ob ulicah, pa tudi v križiščih pravzaprav že prezaseden, prenapolnjen, da je tu toliko vizualnih atrakcij, s katerimi bi bilo treba računati in na koncu koncev z njimi tekmovati. Treba je bilo torej najti nek miren kotiček, nek obrobek, kjer bi bilo možno spregovoriti v normalnem jeziku, kjer bi bilo možno slišati tudi, recimo temu tako, šepetanje. Tako so umetniki našli in postavili svoje umetniške intervencije na pomembna in primerna krožišča v Murski Soboti, s čimer so partnerskemu mestu dali piko na i, saj so ena redkih del, ki se bodo ohranila iz leta 2012. Na ploščadi pred pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota so v petek 16. novembra ob 16. uri odkrili spomenik Muze Erato, ki ga je naredila akademska kiparka in slikarka Irena Brunec-Tebi. Odkritje spada v projekt Sledi panonskih muz. Projekt z naslovom Sledi panonskih muz nosi osnovno idejo kiparske celopostavne upodobitve 9 muz v naravi, v naravni velikosti. Nam lahko v samem začetku poveste kaj več o sami ideji in pa pomenu za Mursko Soboto? Sama ideja se je rodila po predlogu župana Antona Štihca, ki si želi, da bi v Murski Soboti bilo postavljeno več javnih spomenikov, ki bi govorili o zgodovini Prekmurja in celotnega Pomurja. O tem sva se pogovarjala že, ko se je začel projekt EPK in sem potem jaz te zgodovinske dogodke sem razmišljala, kako bi naj zdaj to idejo spravili v nek okvir in sem dobila idejo, da bi te 9 muz uporabili iz zgodovine umetnosti, ki so bile uprizarjene že v vseh medijih in se to njihovo uprizarjanje in uporabljanje te tematike ni nehalo v grških časih ali pa v renesančnih časih, ampak se to uporablja še danes na vseh področjih. Tako, to seveda je ta simbolika, ki jo pozna, je univerzalna in jo pozna ves svet, sploh tisti, ki se kakorkoli ukvarjajo z umetnostjo ali pa se na njo spoznajo. In tako smo vse te pomembne zgodovinske dogodke, o katerih ljudje morda niti ne vejo toliko ali so pa že pozabili na njih, smo strnili potem v teh 9 točk. Te točke bi naj bile postavljene po Murski Soboti in tam bi se potem lahko tudi v prihodnosti dogajale različne kulturne prireditve. To bi bili nekakšni otoki, zbirališča za ljudi ob različnih priložnostih. Hkrati bi pa predstavljali en itinerar skozi Mursko Soboto za vse turiste. Seveda bo ob tem bodo izdane tudi knjižice, prav tako za to današnjo muzo, ki bodo podrobno razlagale, o čem muza govori, o katerem zgodovinskem dogodku govori, tako da bodo dobili en celosten pregled o Prekmurju, tisti, ki za to ne vejo, pa tudi tisti, ki vejo, pa so mogoče že kaj pozabili. Danes bomo odprli oziroma otvorili muzo Erato. Kaj je sploh ta muza in pa kakšen je namen? Muza Erato je muza ljubezenske in erotične poezije, je ena izmed 9 muz. Posvečena je vsem pomurskim in prekmurskim pesnikom ljubezenske in erotične poezije. Muza je izrazito pozitivna, nosi s sabo samo pozitivne vrednote in se razlikuje od tega največjega spomenika, ki so ga leta 1945 postavili na Trgu Zmage. Se razlikuje po tem, da nima nobenega ideološkega predznaka. Dejansko gre samo za pozitivne lastnosti, ker vemo, da so muze znane po tem, da navdihujejo kreativno energijo, povzročajo pri ljudeh pozitivne lastnosti. Če se dotakneva še same zgradbe, kako je zgrajena?
Muza je v bistvu sestavljena iz 7 bronastih elementov, ki so postavljeni na kvadratni betonski podstavek. Te elemente gre za seveda samo figuro muze, ki je malce razgaljena, ker predstavlja pač erotiko in ljubezen. Na levi in desni strani ima podstavka, na njeni desni strani je na podstavku labod, ki se razpira proti njej in ta labod predstavlja solarni princip, dan, čistost, belino, medtem ko tisti drugi podstavek na muzini levi strani je pa črn, temen, predstavlja pa lunarni princip, noč in kreativnost. In na njega pa so položene citre, to sem uporabila namesto eratinega ustaljenega simbola lire, ker so citre značilne za področje podalpskega sveta in tudi za Pomurje. In sem zgornji del citer preoblikovala v štorklino glavo, ki je tudi simbol Pomurja, tako da sem približala to muzo tudi po tej plati Prekmurju oziroma Pomurju. Potem pa imamo še razporejene po samem podstavku je razporejenih 5 knjig in na teh 5 knjigah je vers našega domačega že pokojnega pesnika Jožeta I. Olaja in sicer vers iz njegove kultne pesmi Daleč je. To je nekako povzetek te vsebine, ki bo pa podrobno razložena v knjižici, ki jo bomo izdali do konca meseca. Knjižica bo prevedena v angleški jezik in v njej bodo skozi strokovne znanstvene tekste, ki so jih napisali dr. Sandi Sitar, magister Franc Kuzmič in profesor Franci Just, bodo predstavljeni tako simbolni pomeni kot cel projekt vseh 9 muz. Poleg tega pa bo v knjižici predstavljen tudi razvoj prekmurskega oziroma pomurskega pesništva od druge polovice 18. stoletja do danes, hkrati pa tudi vsa simbolika, tako da bo ta knjižica dejansko predstavljala en celosten pogled v to, kar se je na trgu kulture v Murski Soboti odkrilo. Murska Sobota v decembru vabi na predstave v okviru novih gledaliških izzivov in razstavo del slikarske kolonije Acin Memorial, pročelja ulice Ljudje. Zadnji mesec v letu 2012 se bo v okviru EPK zgodil večer opernih arij, operet in muzikla. Še vedno pa so odprte tudi vse stalne razstave, ki nosijo predznak EPK 2012. S tem zaključujemo tokratno decembrsko oddajo Kultura na dlani. Ponovno se vidimo v januarju 2013, ko boste izvedeli, kateri dogodki so v okviru EPK zaznamovali konec letošnjega leta. Več informacij o aktualnih dogodkih dobite na spletni strani www.maribor2012.eu. Do prvega ponedeljka v januarju, ko bo na sporedu torej zadnja oddaja partnerskih televizij, pa nasvidenje.